sila in niti ne more biti razrešen ali pa kaznovan, zato ker je pač svetoval v skladu s svojo stroko svojemu šefu, tako da ne rečem. In tudi neposredno poroča samo šefu, torej nima nekega šefa nad sabo. Zasleduje se torej, kot rečeno, ta neodvisnost. Največ ne bo za tako uradno osebo za 8 ur dela v vsaki instituciji, ampak bo moral predstojnik to nekako uravnotežiti, tako da ne bo prihajati do konfliktov interesov. Kaj to pomeni? Da mora biti ta uradna oseba, kot rečeno, res neodvisna, torej ne sme imeti kakšne vodstvene odločevalske funkcije. Zato DPO ne more biti sam direktor, ne more biti, ne vem, vodja kadrovske službe, ne more biti tisti, ki odloča o nakupu neke nove spletne aplikacije, ampak mora zagotavljati res samostojnost in neodvisnost. Težava seveda bo, da majhni subjekti enostavno toliko ljudi nimajo. Tako da bomo videli, kako se bo tle naš zakonodajalec odločil, ampak zaenkrat je težišče na tem, da naj bi v javnem sektorju bili zaposleni v javnem sektorju. Lahko pa ima več organov, eno tako skupno osebo. Zelo pomembno je, da dobimo dve novi pravici. Ena je pravica do pozabe, ali tako imenovana rights to be forgotten. Če kot posamezniki ne bomo več želeli, da upravljavci obdelujejo naše osebne podatke, da jih ima v svoji zbirki, in tudi ne bo več nekega zakonitega razloga za to, da bi te podatke po zakonu recimo moral imeti, bomo lahko zahtevali, da se te osebni podatki izbrišajo od vsakega upravljavca in potem GDPR določa, kdaj pa do teh izbrisov ne bo prišlo. Ampak omejuje posamezna področja, recimo pri medijih, pravica do obveščenosti, pri javnem zdravju, ker mora država kljub vsemu paziti na javno zdravje, kje te pravice ne bo. Ampak načeloma, pa to postaja horizontalna pravica in bomo lahko od vseh upravljavcev to zahtevali. Druga zanimiva pravica je pa pravica do prenosljivosti naših osebnih podatkov, ki se nanaša tudi samo na zasebni sektor, in na osebne podatke, ki se obdelujejo avtomatsko v elektronski obliki z našo privolitvijo. Če se boste recimo naveličali svoje banke ali pa svoje zavarovalnice ali pa svojega trgovca, pa boste rekli, zdaj pa grem po čparah Mercatorju ali obratno, ne delam reklame za nikogar, boste lahko vašemu trgovcu rekli, zdaj pa prosim vse moje osebne podatke, ki imaš zbrane o meni, torej vse, kar jaz nakupujem, to so moje osebne podatki, mi prosim dej, ker sem se odločil, da jih bom prinesel v drugem trgovcu. In dobil zaradi tega mogoče več pik, več bonusov, več ugodnosti. Tako da to ne bi bila taka druga nova pravica. Dobivamo nov pojem podobdelovalca in obdelovalca. Tisti, ki ste se že zdaj ukvarjali z vašim osebnim podatkom, veste, da ta pojem se že poznamo v 11. členu Zakona o varstvu osebnih podatkov, ampak to so v bistvu te relacije, ki jih imate vi kot upravljalec z nekom, ki obdeluje osebne podatke namesto vas. To pomeni, ne vem, imate najete IT podjetja, imate najete računovodske servise, imate najete najrazličnejše agencije, ki obdelujejo osebne podatke za vas. Noben že danes več sam ne počne vsega. Predvsem se pa to nanaša na računalniška podjetja. In vas GDPR zavezujem, da sklenete pogodbo s takim pogodbenim obdelovalcem, ki je zaupanja vreden in ki bo izpolnjeval vse standarde, ki jih GDPR nalaga. Predvsem v smislu ustreznega zavarovanja osebnih podatkov, torej, da se onemogoči dostop nepooblaščenim do teh osebnih podatkov. Torej, to breme nalaga že samemu upravljavcu, da najde takega ustreznega pogodbenega obdelovalca. Zdaj, še ena pomembna novost je pa v bistvu obvestilo o kršitvi varstva osebnih podatkov. Kaj to pomeni? Da, če bo do kršitve v vaši instituciji prišlo, recimo, da bodo osebni podatki po nesreči ušli na splet, neke elektronske oblike bojo shekali hekerji, to danes uspešno počnejo namreč, in bodo te podatke ušli na spletno stran, boste morali potem obvestiti informacijskega pooblaščenca. Se pravi, neke vrste samo ovadbo je to. In v 72 urah, ko boste to ugotovili,
boste mogli tako prijavo informacijskemu pooblaščencu dati. Taka podobno določba ima recimo tudi zakon o pacientovih pravicah, čim neka zdravstvena institucija ugotovi, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov, more to posredovati ustreznim organom, zdaj bo tukaj tudi podobno, sam širše. Torej, vedno, ko bo do te kršitve prišlo, je treba obvestiti o tem informacijskega pooblaščenca, predvsem napisati do zlorabe katerih osebnih podatkov je prišlo, a ste že kakšne ukrepe sprejeli, ste že zamašili to luknjo na spletni strani, torej neke vrste samo prijavljanje. Zdaj, kot sem že prej rekla, precejšnja panika je okrog tega, kaj je danes zdaj s to GDPR narediti, kako se lotati tega. Zdaj vedno pravim, večkrat je treba GDPR prebrati. Vaši pravniki, vaši IT-ovci, vodstvo, bo morali ta akt začeti študirati. V miru se do 24. maja naslednje leto uporablja zvok 1, ampak 25. maja pa moramo vsi začeti neposredno uporabljati to uredbo in tudi novi zakon o varstvu osebnih podatkov. Problem je v tem, da seveda ni nobene prakse in da ni podzakonskih predpisov. Zato mi vedno svetujemo, da redno spremljajte vsaj našo spletno stran. Mi bomo v bistvu obešali na spletno stran vse, kar se nam zdi ključno ali pa vse informacije, do katerih smo mi prišli, da jih v bistvu dobite tudi vi kot upravljavci zbirk osebnih podatkov. Predvsem bodo to mnenja združenja Working Party 29, torej vseh informacijskih pooblaščencev Evropske unije, v katerih obdelujemo vse posamezne institute GDPR. Na to v bistvu lahko računate, da to na naši spletni strani bo. Tisti, ki pa imate recimo ISO standard 27.1, tisti ste pa najbolj navarni. Tisti je pa že v bistvu dokaj skladen z GDPR in zahteva res v bistvu minimalne popravke. Tako da jaz se vam zahvaljujem za pozornost. V pol ure je to vse, kar vtegnemo v GDPR povedati, moramo povedati, da je to strahovito široka materija. Tako da jaz sem se fokusirala res na tiste ključne stvari, ampak vseeno je treba več.